Ravenčani, tvoji vrstniki se nekako spominjajo, kot je mama, jaz jo posebej pozdravljam, tudi danes sem tukaj z nami. Marko vadit klavir. Ostali so se zunim lahko fajn igrali, ti pa Marko vadit klavir. Kako se danes spominjaš teh tvojih začetkov, ker očitno je mama imela prav, da te je tako spodbujala. Se danes spominjaš teh začetkov z neko nostalgijo, posebno ljubeznijo, zakaj si se pravzaprav odločil za glasbo in pa še nekaj, glede na to, ker toliko mest že obiskal po svetu, se imaš ti za Korošca, prej smo rekli, da bo o Koroščini govorili danes, se imaš za Korošca, Slovenca, Evropejca, Svetovljana, kaj pravzaprav vsi, recimo? Jaz se imam še za Korošca, pa mi noben verjamem. Ja, jaz te verjamem, ne? Moram govoriti mikrofon, ja. Ker se snema, zato se tudi snema. Mislim, začetki so bili, jaz sem bili prej, smo se pogovarjali, zdaj vidim par naših sosedov, mislim, da naši najbližji sosedi, njih bi morali malo vprašati, kako je to biti sosedi, ko sem jaz začel klavir špilati, tako da mogoče bi kako drugo plat tudi videli od tega. Ampak jaz se spomnim samo, da fejst stvari, doj stvari, ko se je na začetku, ko se je začel z muziko ukvarjati malo s tem prostorom, osko povezavo, zato ker tu je enkrat špila Dubravka Tomšič, boje še več gužve kot danes in po zimi je bo in je bo vreče, tako da smo, mislim, to se spomnim. No in posebej sem pa jaz imel klavirski pouk na koncu te stavbe, je bila ena soba, kjer smo imeli solfeggio in... A ona levo, kreativija? Ne, čist na koncu. Ja, levo. Ja, tam smo imeli res pouk klavirja. In mislim, da sem jaz moral na začetku, zato ker je takrat smo se nekako, starši so mi rekli, da mi bojo klavir oziroma pianino kupili, če bom obljubil, da bom res podvadil. In to odločitev sem zelo obžaloval, zelo hitro, ampak glede na to, da smo imeli šole v turnusu, en keden je bil zjutraj, en keden popoldan, sem jaz pol pač vadil na 14 dni, to profesor Dora Rebrnik tega ne ve, ampak jaz sem en teden vadil, ko so bili starši popoldan doma, en teden pa nisem vadil, zato ker sem bil popoldan sam doma, pa mi ne bo treba vadil. Ja, vse se je verjetno tudi opazil. No in pol, spomnim se tudi, da bila je na Ravniški glasbeni šoli, bila tudi nekako se mi zdi, da je bila navada oziroma običaj, da si po 4 letih klavirja, ko si se pač učil po svojem profesorju, moral iti 5. pa 6. leto pol k enemu drugemu profesorju. In jaz se spomnim, da če bi takrat moral se temu ukloniti, kakor so bile navade nižje glasbene šole ravno na Koroškem, bi jaz takrat pol nekaj klavir špila, zato ker jaz nisem pa to je tudi profesor Rebrnikove stran, ne glede na to, da me ona zdaj nadira, ampak to nima veze. To so privatne, te naši privatni štosi. In jaz mislim, da je zaradi nje, sem jaz sploh začel z glasbo ukvarjati. Zato, ker če ne bi imel enega profesora, ki mi ne bi govoril prstni rede, tisto, kar je bilo najbolj važno v nižji glasbeni šoli, ravno na Koroškem in zaradi profesor Dore Rebrnikove, ona je znala ti muziko približati na tak način, da si lahko, ne glede na to, da si špilil otroško pesmico ali pa si špilil en komad od Baha ali pa Chopina, kakokoli, ona je zahtevala, da je to, da si ti igral, da si probal nekaj narediti, ne da si klemfil po klavirju pa špilil, pa da ti je napisal pol prstni red, pa da moš pedal igrati. To njej nikoli ni zanimalo, njo je zanimala muzika. In zato sem jaz bil že od celega začetka svojega študija, sem bil pač primoran v to, da sem se moral pač nekaj stvari spraševati, kaj muzika je, pa na kak način bi jaz to odšpilil, zato da bi to bilo zanimivo ali pa zanimivo. In za tega mislim, da če ne bi bilo Dore, pol jaz zigar ne bi, pol bi šel pač, tako smo se prej z mojimi sošolkami hecali, da bi šel pač na, tako kot se šel na spremni, oziroma kako se reče temu, informativni dan v Ljubljano, sem šel na stomatologijo. In sem bil tam 5 minut zato, ker ni bral, da smo delali po formalino, pa sem šel ven. In, no, ampak to je bilo, no, to se je zgodilo, to so bili moje začetki tu in jaz mislim, da je največ, verjetno res sploh od vseh razen, seveda mojih staršev, ki so me pač
terali, da sem to delal, je pač imela moja prva profesorica Dora Rednik. Ona je od tistega naprej bolj so bile še določene male nadgradnje, ampak bazo je polno postavila v teh 6 letih. To bom Kristjan zgleda, da bo Marko malo več govoril, tako da bo dirigiral večer. Se pravi, takrat ste tudi plavali, sem se med tem spomnila, ko ste izbirali med klavirjem in plavanjem, ali je to bila logična izbira klavir potem posledično? Ne. Tako je Kristjan. Zdaj on je naravno. Ja. V bistvu je bilo tako, da jaz sem plavanje nehal delati zaradi tega, ker sem imel nekaj cen. Takrat dosti klora je bilo v bazenu našem pol, smo mi pa zaradi, jaz sem imel nekaj cene. In pol smo se pogovarjali še s profesorico, kam bomo naredili, pa rekel, ja, klaver pa plavanje, pa smo se pogovarjali. Ja. Meni je bilo sicer, jaz ne vem, kdo se je odločil, jaz se po mojem nisem. Nekdo se je odločil, da je klaver. Očitno prav. Kristjan, da pa se je vaše sistematično ukvarjanje s fiziko začelo, se spominjate in pa če se že navezujemo na ta občutenja Koroške, ali se danes že kaj bolj počutite Američana, od leta 2005 ste se preselili v New Jersey, ali so te koroške korenine tako zasidrane, da se ne glede na prostor vedno čutijo ta identiteta? Pa še nekaj bom jaz dodal, prej si rekel, da 20 let te zdaj ni bilo tu v tem okolju, a ti je srce kaj malo bolj zapilo, ko si prišel danes? Ja, če bi vsakič, ko se pride proti Koroški, ko vidim Uršlo Doro, takrat začne srce utripati. Zelo poseben občutek, ko se vrneš domov. Čeprav se vračam vsako leto, vse enkrat na leto, ampak vseeno je poseben občutek, ko pridem domov. In tudi doma na hiši imam slovensko zastavo, poleg ameriška je tudi slovenska, da si vidim, kot sem. Pa bazen, če smo ravno v plavanju. Predvsem zastava slovenska. No in, ja, torej, seveda sem Korošci, to, kar me že jezik izdaja, moja žena je z Ljubljane in ona mi zmeri pove, da mi tako pojemo in da se tega petja nikoli ne vadiš. Ja, in seveda, Slovenci se počutim, jasno, vsakeč, ko me kdo vpraša, jaz sem Slovenc, tudi v Ameriki. In v Ameriki je zelo popularno v smislu, da poveš, kot so tvoje korenine. V zadnjih letih se Američani zelo skušajo zavedati svoje korenin, skušajo iskati, recimo po bazah podatkov o tem, odkot njihovi predniki izhajajo, odkot prihajajo. In to je zelo popularno. A to posledica česa priseljevanja? V resnico, po mojem, v Ameriki ugotovili, da jim to koristi, da to ni slabost, ker v prejšnjem stoletju so se, oziroma recimo pred drugo svetovno vojno, so se Američani trudili postati narod, so se zgledovali po Evropejcih in so pripričani bili, da če bojo bolj homogeni, bo narod prej uspel. Po drugo svetovno vojni, ko so postali pa velesila, so pa ugotovili, da v resnici ta raznolikost v Ameriki jim koristi. Recimo lahko pošljajo Slovenca kot ambasadorja v Slovenijo, sicer to se še ni zgodilo, ker Slovenca ne premalo, ampak lahko, ampak in veliko ljudi, ambasadorjev po svetu so bili rojeni ali pa so bili starši rojeni v državi, v kateri so. To je velika prednost Američanov, da imajo raznolikost pogledov, ker ljudje izhajajo iz vseh možnih koncev sveta. Poleg tega tudi spodbujajo z imigracijo iz vseh koncev. Obstaja nekaj, kar se imenuje loterija, možeš se slišati. Loterija, po kateri skušajo vsako leto izbrati določeno količino ljudi iz območja, kjer je mala zastopanost v Ameriki. In tako da zelo se trudijo, da bi bila družba zelo nehomogena, zelo raznolika. Raznolikost je pomembna v Ameriki. No, tako da počutim se zelo dobro v Ameriki. In tako da seveda to že obstaja, ampak moj novi dom mi je všeč. Po rojstvu prvega sina ste se začasno sicer vrnili, takrat ste napisali, da prav zaradi domotožja, ampak vseeno ponudba za delo je bila tista, ki je verjetno pretehtala. Ali pač možnost razvoja v znanstvenem smislu tudi? Torej, možnosti v Sloveniji so zelo omejene, kljub vsemu še danes so zelo omejene. In možnosti, ki jih imaš v Ameriki, so neprimerljive s slovenskimi. In primer, če dobiš tako ponudbo, redko jo
ne vzame. Ne? Mogoče še tudi v tvojih začetkih. Na kak način pravzaprav si ti zagravil to fiziko? Ne? Kdo je tebe navdušil in pa lahko, bi rekel, v par preprostih besedah poveš, kaj preučuješ, ker jaz si niti pod raznimi drznim razlagam, kaj ti preučuješ. Vem, da se ukvarjaš z materiali in materiali naj bi mogoče nekoč spremenili svet, če boste odkrili nekaj revolucionarno. Ja, to moramo praviti, materiali so že spremenili svet. Ampak ga bodo še? Ja, seveda bodo. No, se mi upamo. Recimo, tipičen primer odkritja v prejšnjem stoletju so poprevodniki. Iz tega so nastale računalnike. Recimo, iz tega je bila Nobelova nagrada podeljena Bardinu, ki je odkril poprevodnik. Iz poprevodnika so nastali vezija oziroma tranzistorje odkril. Poprevodniki so bili znani prej, pa tranzistor odkril in iz tranzistora so potem začeli delati vezija in vse bolj komplicirane računalnike. In tih obliki je veliko, NMR je tipična stvar, ki slikajo glavo, to je ena izmed pomembnih stvari spet odkritja iz 20. stoletja. Potem druga stvar, laser, to sicer ni direkt material, ampak za delovanje lasera so zelo pomembni materiali, moraš pa zelo natančno veliko, tako imamo popovodniško režo, moraš najti tako popovodnik, s katerim laser deluje. In ja, to so bile stoletja raziskav, in v prejšnjem stoletju je bilo veliko takih stvari, ki so odkril. Ja, no, to je ne vem. Sva ugotavljala že s Tomažem, da glede na raziskovalno delo je možnost za Nobelovo nagrado. No, fiziko je zelo veliko svetu, tako da in samo Nobelove nagrade je samo nekaj, vsako leto samo ena, tako da vrednost je zelo mala. No, ampak ti si dobil prestižno nagrado Sloan Research Fellowship za najobetavnejše mlade znanstvenike, ki je dobil okoli 100 znanstvenikov iz ZDA in Kanade. In mnogi izmed teh, ki so takrat dobili to nagrado za obetavne, so postali celo Nobelovci, od to se poraja. Ja, pravi, da je velik procent, ne vem koliko je, ampak mislim, da 5% nekaj takega teh fellowship recipients dobijo Nobelovo nagrado. Ampak kljub vsemu je Nobelova nagrada zelo daleč. Torej, s čem se ukvarjam? Ukvarjam se z materiali, recimo ena izmed naših imagination, dreams, naših sanj je, da naredimo visokotemperaturni superprovodnik, ki bi deloval pri normalni temperaturi. Če bi nam to uspelo, o tem so sanjali recimo 20 let nazaj, ko so te koprate najdeli, če bi nam to uspelo, bi seveda popolnoma spremenili svet. Ena izmed stvari je ta, da bi lahko imeli elektrarne daleč od populacije. Zaradi tega, ker bi prenašali elektriko brez izgub. In recimo bi lahko imeli recimo sončne elektrarne v Sahari, ker je vse čas sonce, in potem bi dobili v Evropo preko dolgega kabla pod Jadranskim morjem, Sredozemskim morjem bi dobili elektriko in bi rešili problem energije, recimo. Ali pa lahko bi imeli nuklearne elektrarne na severnem polu nekje, kjer upamo, da ne bo nikoli potresov, in bi